V soboto 10. aprila so učitelji in učenci na osnovni šoli Podgora v Slovenskih Konjicah zaznamovali delovno, saj so imeli odprti dan šole, na katerem so za obiskovalce izvedli evakuacijo ter predstavili učencem, učiteljem in obiskovalcem spremljevalne dejavnosti in aktivnosti ob morebitni naravni nesreči. Ta del so med drugim predstavili policisti in vojaki, ki so na ogled postavili svojo opremo, med katerimi je prav gotovo izstopala osebna varovalna oprema policistov, njihova oborožitev in tehnična opremljenost. Policisti so pripeljali enega od svojih mobilnih radarjev, to je vozilo Ford Mondeo, opremljenega z videonadzorom hitrosti Provida. Samo vozilo je standardno, opremljeno z sistemom Provida, to meni s kamero spredaj, zadaj. Tukaj je pač ta monitor, snema se povprečna hitrost. To meni, da se vozimo za vozilom. Tukaj je ta pilot, voznik pač in pa operater, ki snema vozilo na tem displeju, tako da se hitrost meri. Meri se čas, razdalja in se na podlagi tega izračuna povprečna hitrost. Zadeva se potem snima vzad na disk in se kršitelju potem tudi pokaže na samem kraju. Prekršek je povprečna hitrost, ne maksimalna? Ne, povprečna hitrost. Tista minimalna je 200 metrov. Minimalna, kar je zmerjeno, lahko pa da se upošteva prekršek. Zdaj, ti se voziš, če gledamo praktičen primer, če vzamemo vozilo, začneš nekje na razdalji 100 metrov, recimo, približno, rečemo. Se vozi za njim na razdalji 2 kilometrov, prekineš meritev in se le izpiše na displeju ta povprečna hitrost. Zdaj, ta razdalja med nama ne sme biti, ko zaključiš meritev, manjša, ko je bila recimo na začetku meritve, lahko je samo daljša ali ista. Vozilo računa pa svojo hitrost, povprečna hitrost našega vozila. To v glavnem zdaj uporabljate na avtocesti? V glavnem zdaj najbolj uporablja se tudi v naselju, ampak najbolj primerno pa najlažje je hitrost meriti na avtocesti, ker le tista razdalja in pa tudi hitrost je tam omejitev skozi 130, ker med samim snemanjem ne smeš prehajati iz enega omejitvenega območja na drugo, da bi omejitev 50 km, vmes 30, meritev ni veljavna. Pa opažate kaj več kršitev, kaj manj kršitev v zadnjem času? V zadnjem času smo se sam na naši upravi, ki je pač poskusni projekt teče na naši upravi, ljubimo predvsem te hujše kršitelje. To pomeni prekoračitve za C točko naprej. Ampak nekako imamo občutek, da se splošna varnost izboljšuje? Na splošno se izboljšuje. Tista sama zavest pri ljudeh je, da ne skozi več divjajo, da ne sedajo vinjeni več za volan. Sicer je še, to bo vedno, tudi tisti kršitelji, ki so, bojo ostali, ampak na splošno ta ozaveščenost se pa izboljšuje. To se pazi, vedno več je teh, družba gre ven, en, ki ne pije, ali pa taksi, še vedno danes taksi, je 3 evre, še vedno bolj. Ampak ta proces bo trajal. Hvala lepa za kratko pojasnilo. Nekaj, Za bodoče vojake in tudi za malo manj zagrete pa so vojaki Slovenske vojske z veseljem razkazali osebno opremo slovenskega vojaka, njegovo oborožitev ter vozila, s katerimi prevažajo opremo in vojake po nemirnih misijah, ki jih izvajajo tudi v najbolj oddaljenih delih sveta. Med temi je največ radovednosti požel predhodnik vročih patrij, plod slovenske proizvodnje Valuk 6x6.